je Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas neštipto skupaj imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Frančkova mojstrovina. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Risal je za svoje prijatelje in za svojo babico. Nekega dne je Franček narisal sliko za slikarsko tekmovanje. Poglej moje slike, mami. Kot eksplozija barv so. Za slikarsko tekmovanje v slaščičarni so. Prav vse? Seveda, nagrada je pa super rolka. Hočem zmagati, zato bom prijavil toliko slik, kot jih le lahko. Vse so čudovite, Franček. A morda bi izbral eno izmed njih in jo dodelal do potankosti. Morda imaš prav, ampak le katero naj izberem? Zdravo, Franček. Kaj, še nisi dokončal slike za tekmovanje? Skoraj. Skušam izbrati najboljšo in potem jo bom še bolj dodelal. Moje je tule. Bi jo rad videl? No, prav. Poglej tu skozi. Zvita je medved. Komaj da kaj vidim. Ne smem je razviti. Mama pravi, da jo mora vzeti ven gospod Dihur, da se ne poškoduje. Katera izmed teh ti je najbolj všeč? Tale tu. Cvetovi so videti kot lizike. Res je. Hej, poglej zdaj. Kaj je tako smešnega? To je vrt lizik. Te vrste vrt mi je všeč. Ampak nekaj še manjka. Grm z žele bomboni. Ne, ta pa že ne more biti brez črnih bombonov. Črni bomboni so tvoji najljubši? O ja, najbolj okusni so. Kaj je okusnega? Frančkova slika. Zdaj pa vem. Hej, kaj pa drevo sladkarij? No, kar izvoli. Prav. Hej, že vem. Kaj pa sladka pečena koruza? Pa sladke paličice. Mislim, da brez teh res ne gre. Čebele. Odlična izbira. Dobro rišem čebele, zato sem narisal cel roj. Misliš, da bo gospodu Dihurju všeč? Prepričana sem, da mu bo. Ali mu bo najbolj všeč? Mora mu biti najljubša. Stoj! Lahko jaz, prosim? Seveda, le izvoli. Tale mi je všeč. Za vrtnarja, ki ima rad sladkarije. Kaj ni prikupno. Poglej si no te lizike. Imaš pa bujno domišljijo, sin. In nedvomno si zelo nadarjen. Hvala. Krm z žele bomboni. Izvrstna ideja. Morda jih prihodnjo pomlad lahko zasejam celo vrsto. Da, seveda uživamo v njegovem ustvarjanju. Verjamem, da bo navdušen, ko mu bom povedala. Samo hip, ravno kar je vstopil. Kar vi mu povejte. Gospod Dihur kliče. Halo, gospod Dihur? Kaj res? Jupi! Kaj? Mislim, pardon? Kdaj? Takoj lahko pridem. Prav, hvala, gospod Dihur. Nasvidenje! Osvojil sem rolko! Iskrene čestitke, sin. Vidiš? Očitno si izbral pravo sliko. Ja, pa sem jo res, kaj? Samo malo. Kaj pa te? Je že v redu, mami. Samo do slaščičarne grem po mojo rolko.
Jupi! Zdaj je slaven umetnik. Ne gre pričakovati, da bo pospravil za sabo, kaj? Danes res ne. Hvala, gospod Dihur. To je krasno. Enako kot tvoja slika. Prava mojstrovina je. Tudi mami in očetu je bila všeč. Komaj čakam, da jo vidijo moji prijatelji. O, verjamem, da so jo že videli. Tu je bilo vsak dan polno ogledovalcev. Ampak, ko jo bodo videli naslednjič, bom jaz veliko hitrejši. 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5. Hej, dovolj imamo. Super! Hej, pozor! Kako zabavno. Hej, kje pa so vsi? Ojej, Franček, hupo potrebuješ. In zavore. In inštruktorja vožnje. Hej, žal mi je. Šele navajam se na to reč. Res je hitra. Hej, tale rolka. Videti je kot tista iz slaščičarne gospoda Dihurja. Saj to tudi je rolka iz slaščičarne. Zmagal si? Jaz sem. Wow, imaš pa res srečo, Franček. Kaj pa vem, zmagal sem, ker je bila moja slika najboljša. Gospod Dihur jo je označil za mojstrovino. Odlično, Franček. Res je izvrstno. Wow. V slaščičarno gremo. Razdelili si bomo kupo. Vama je prav, če smo 4? Seveda, super ideja. Delili jo bomo s Frančkom. Joj, najboljši ste. Ti pa si najboljši umetnik. In najslabši voznik. Brm, brm, brm. Tukaj smo, Franček. Zaviraj. Oh, rolka je res neverjetna. Tudi jaz bi jo imel. Jaz tudi. Aha, in jaz. Morda bo gospod Dihur prihodnje poletje organiziral še kako tekmovanje. Toda, če hočete zmagati in dobiti nagrado, mora biti vaša slika vsaj tako dobra kot tale. To je zmagovalna slika? Aha. Le kje sem že videl to sliko? Hej, saj ste mi jo pomagali dokončati. Zakaj potem nismo tudi mi omenjeni? Ja, Tako, zakaj ne? Ja, kaj pa vem, ideja je bila moja. In moj grm z žele bomboni. Pa moje drevo sladkari. res je, Franček. Vsi smo ti pomagali. No, kadarkoli si lahko izposodite rolko. Na, Bobrovka, ti si naslednja. Ne, hvala. Prišla sem na čokoladno kupo. Ja, Jaz tudi. Prav, privoščimo si sladoled. Kasneje se lahko pogovorimo. Imaš kaj denarja? Ne, saj ste rekli, da si jo bomo delili. Ti zaslug za sliko nisi delil z nami, zato mi s tabo ne bomo delili sladoledne kupe. Zdravo, Franček. Se zabavaš s svojo novo rolko? V redu je. Pokovko pripravljam. Zdaj bo nared. Hvala, oči. Ampak nisem lačen. Če ti rolka dela težave, nikar ne skrbi. Samo vajo potrebuješ. Ne, ni rolka. Gre za moje prijatelje. Mislijo, da bi si morali deliti zmago. Prepričan sem, da so tudi oni pripravili krasne slike. To, da saj ne bi bilo tekmovanje, če bi vsi zmagali, kaj ne? Ne gre za to. Na nek način so pomagali dokončati sliko. Mislila sem, da si ti narisal rože in čebele. Drugo sliko sem prijavil. Sliko imenovano Vrt sladkari. Kaj to ni bila tvoja slika? No, bila je. Skoraj. Toda potem so prišli medved in Bobrovka in lisja in vsi kaj dodali. In res je bila slika potem videti bolje. Če so pripomogli k temu, da je slika boljša, je prav, da jih omeniš. Je tako?
Ja, res je. Mislim, da vem, kaj moram storiti. Hvala, Franček. Ja, Hvala. Še vedno sem mnenja, da je slika mojstrovina, pa če tudi so jo naslikali 4 umetniki. Vse, kar preostane, je, da se odločimo, kako tole razrezati na 4 dele. Nikar. Ta problem je že rešen. Ja, rolko bomo hranili na drevesu. tako nam bo vsem ves čas na voljo. Tako je. Odlično ste se dogovorili. Prav. Zdaj, ko smo to uredili, mislim, da je čas, da naročim 6 čokoladnih kup. O, fant! Sladoled. 2krat v istem dnevu. In ni nam treba deliti. A, ne tako hitro, vse so zame. Oči! Franček in računalnik. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Poznal je veliko iger in vsa pravila. A nekega dne je Franček spoznal, da je dosti bolj pomembno ohraniti prijateljstvo, kot pa zmagovati. Nova računalniška igrica, kdaj si jo dobila? Včeraj in že sem mojstrica. Si slišal, medved? Kaj? Bobrovka ima novo igrico. Ti si? Prav zanima me, kakšna je. Na vrsti si, Franček. Kaj misliš, je pustolovska? Ha? Hej, kaj pa najna igra? Odigraj še mojo naslednjo potezo, prav, medved? Kakšna je tvoja nova igrica? Predvsej poučna je, veš, gre za graditve jezov. In osvojila je že celih 500 točk. 540 pravzaprav. To pa je nekaj. Moram jo preskusiti. Res sem odličen v igrah. Medved, zakaj pospravljaš najino igro? Odigral sem tvojo potezo. Zmagal si. Vidiš, sem ti rekel, res sem odličen v igrah. Adijo! Adijo! Pozdravljen. Adijo, nasvidenje jutri. No, in kaj bova zdaj, Franček? Misliš, zdaj? Ja, po pouku vedno kaj počneva. Ojej, medved, zdaj imam pa druge načrte. Morda bi se dobila po večerji. Ja, no prav. Se vidiva, medved. O, Franček, kje pa je medved? Domov je šel. Kaj praviš, bi zaigrala bejzbol z mano? Hotela sem igrati računalniško igrico. Katero boš igrala? Graditelj je jezov. Med plavanjem se moraš izogniti oviram in podiraš drevje in... Super se sliši. Lahko vidim? No ja, nič nimam proti, če gledaš. Ampak moraš biti tiho, saj igra zahteva obilo zbranosti. Nikar ne skrbi, Bobrovka. Zelo dobro znam biti tiho. Nevarne vode, Bobrovka, pazi! Franček, lepo sem te prosila, da se ne dotikaš ekrana. Ups, oprosti, nisem hotel, da bi se ujela. Dobro vem, kaj počnem. Saj sem skoraj že na drugem nivoju. Bodi previdna, nikar ne hodi tja. Ni problema. Po tisti poti bi morala. Hitreje bi bilo. Ne, mislim, da ne. Zapletla bi se v travo. Hej, pazi na! O, ne! Ujeta si. Konec igre. No, skoraj sem prišla do drugega nivoja. Ja. Bobrovka, bi lahko jaz poskusil? Čisto malo. No ja, ker gre za bobre in graditev jezov, se ti bo morda zdela malce težka. Rad imam zahtevne igre. No, prav. Super! Ja! Sem že mimo Mačje repega zaliva. Franček, boš kmalu? Prišel iz ločja? Ja, pa bom. In jez je široko odprt. Samo še malo. Ja!
Premagal prvi nivo! Kaj praviš na to, Bobrovka? Super. Kaj praviš, kdo bo prvi presegel drugega? Franček, mama je klicala. Doma te čaka večerja. Pa tako sva se zabavala. Živiš na drugi strani ribnika in ne na drugi strani oceana. Po večerji lahko spet prideš. Prav imate. Se vidiva kasneje. Adijo. Nikoli ne bom dosegla drugega nivoja, če bom morala čakati na Frančka. Nemirne vode v velikem ribniku. Raje beri bližnico skozi Mačerepi zaliv. Padlo drevo! Naokoli se mu izognem. Zajtrk raje pojej, kot pa da se z njim igraš uničevalce jezov. Graditelj je jezov. Veš, da bom zdaj pri koncu 3. nivoja? To pa je velik dosežek, se mi zdi. Seveda je. Več dodatnih točk sem dosegel kot Bobrovka, pa več priložnosti ima igrati kot jaz. Se ti ne zdi, da zapraviš preveč časa za igrico? Vsak dan si bil pri Bobrovki. Zabavno je. Ja, kot je tudi plavanje, nogomet in vožnja s kolesom. Ja, danes bi se lahko vozil z njim. Glej no, danes si pa zgoden. Dobro jutro, gospa Bobrovka. Tukaj sem. Pridi no, Franček, odigrajva igro badmintona. To je pa krasna ideja. Tako čudovit dan je. Badminton? No, tudi prav. In potem so drevesa padla naravnost na pasti in na 4. nivoju moraš iti mimo vrtincev in mimo... Franček, udari že žogico. Bi še rada igrala? Ali bi morda raje počela kaj drugega? Kot kaj? Kaj pa vem? Kaj praviš na graditelje jezov? Ne ljubi se mi, Franček. Raje bi se igrala zunaj. Daj, zaključiva to igro. Pozabil sem. Mami sem obljubil, da za kosilo naberem nekaj jagod. Iti moram. Se vidiva kasneje. Se vidiva kasneje, Franček. Hej, Franček! Kam jo mahaš? Grem do Bobrovke. Zakaj se nič več ne igrava? Saj se. Pred nekaj dnevi sva se igrala. To pa že ne bo držalo. Žal mi je, medved, ampak tako zelo si želim preseči 4. nivo. Potem se bova igrala. Bo to dolgo trajalo? Ne, če si tako dober kot jaz. Mogoče že danes? Bom poskusil. Se vidiva kasneje. Upam, da res. Zdravo, gospa Bobrovka. Zdravo, Franček. Veš, Bobrovki ni, poslala sem jo po opravkih. A bo kmalu nazaj. Boš počakal na njo? Seveda, bom počakal. Boš odigral računalniško igrico? To bi bilo super. Kar izvoli. Hvala, gospa Bobrovka. Ja, še 50 točk. Franček, kaj pa počneš? Hej, Bobrovka, si lahko misliš, skoraj pri koncu 4. nivoja sem... Ugasni ga, Franček. Prosim? Pravim, da ga ugasni. Ampak, Bobrovka, mimo vrtencev sem že, glej. Hej, kaj počenjaš? Kaj počenjam? Kaj pa ti počenjaš? Igraš se na mojem računalniku, medtem ko me ni. Toda, tvoja mama je rekla, da lahko. Si jezna, ker imam boljši rezultat kot ti? Ne. Jezi me to, da nisi več moj prijatelj. Zakaj? Kaj sem naredil?
Ne igraš se več z mano. Vse, kar hočeš, je igrati mojo igrico. To že ni prijateljstvo. Ojej, Bobrovka, oprosti. Nisem ti hotel žalega. Pa kaj? Kako bi se počutil, če bi prihajala k tebi samo zaradi motorja? Ne prav dobro. In komu mar za graditelje jezov? Pomembni so dobri prijatelji. Seveda, Bobrovka, prav imaš. In še pomembneje je prijateljstva vzdrževati. Kaj pravi, se greva igrati ven? Seveda. Prelepo je zunaj, da bi bila notri. Ja, pridi, greva. Imam jo! Kaj naj, komu jo podam? Meni! Ujemi! Lep met! Hej, kako sem vesel, da si prišel do tistega nivoja pri računalniški igrici. Saj ga sploh ni presegel. A? Nisi ga? Nisem. Ugotovil sem, da je marsikaj bolj pomembno od igric. Kot igranje nogometa? Tako je, igranje nogometa. Z mojima prijateljema.